Lepo pozdravljeni v luštnem podcastu. Gostila bom 4 izjemne in luštne šefe in danes v moji družbi lepo pozdravljam Mojco Trnovec. Mojca, pozdravljena, zdravo. Zdravo. Ko sem dobila goste, so rekli, Mojca, želimo Mojco Trnovec. Pa jaz, kdo je šef Mojca Trnovec, ne? In jaz vtipkam Mojca Trnovec in rečem, pa to je moja Mojca Mihovčeva Mojca. Izhajaš iz, bom rekla, zelo ne stare, ampak z tradicijo gostilne. Rekla si mi prej, da nek temelj sega v letu 1857. Mihovčeva Mojca, jaz vedno rečem. Bolj po to me poznajo. No, pa nisem pa ta edini. Ne. No, in gostinstvo ti je bilo položeno nekako v zibelko. Čeprav, ko sem jaz sem tudi šla malo o tebi brat, ne? Kljub temu, da mislim, da te poznam, ker mi se že zelo dolgo poznava, sem rekla, da grem jaz vseeno malo Mojco prekontrolirati. Biologija, pedagogika, imela si druge plane, pa vendar želje. Lahko malo poveš o tej, bom rekla, najstniški, mladostniški predstaviti oziroma in kako si pol pristala tu, kjer si bom rekla, obraz vaše gostilne. Tudi vedno rečemo, kam gremo jaz, gremo Mojci, kam Mihovcu, ne? Si glavna v kuhinji, šef. Kako se je vse skupaj začelo, no? Tako, ko si ti začela, ne? Začel se je že davnega 1857 in še nazaj, ne? Ko smo 22-23 let nazaj iskali te mejnike, kako bi začrtali to našo letnico, ki smo jo iskali, ne, ki ni bila definirana. Lahko rečem, da je to bilo en tak obdobje, 20-25 let nazaj, ko smo se kar te stare tradicionalne gostilne, se mi zdi, začele malo povzdigovati oziroma iskati še bolj to svojo identiteto in se dokazovati, kje smo, kdo smo, ne? Da to ni nekaj grdega, neka tradicija in povezava s kmetijstvom, s podeželjem. Ne? In tako je tudi pri meni zrasla takrat tista želja, to je bilo to je bilo v bistvu čas moje nosečnosti, mojega prvega otroka. In takrat sem imela pred tistim še malo časa, da sem te stvari raziskvala. Okay. Pomagal mi pa profesor Bogataj. Veliko sem knjig obrnila, tako doma, kakor na vasi, pol na Škofiji, da smo prišli do teh letnic, kaj se je dogajalo pri nas, v glavnem iščeš identiteto. Poleg tega, da ogromno informacij sem pa dobila doma od moje predhodnice, moje stare mame Ivanke. Ona je bila res živa enciklopedija, zdaj jo 4 leta že ni, umrla je v 92. letu starosti. In do konca je bila v kuhinji, prosti, ni bila do konca, ni bila do konca v kuhinji, ker jo je sestra, mati demenca začela zadnja leta srečevati, drugače pa do zadnjih svojih moči je pa bila v kuhinji. In to je bil kar en tak zanjo težek umik, no? Ali pa v bistvu smo jo tudi mi kar sami mogli, mama zdaj pa dovolj, pejte malo posaditi. Dostikrat smo rekli, imamo vzemite zvezek, svinčnik, papir v roke, dajte se usesti pa kaj napisati. Ni hotela. Ona je samo govorila. Veliko je govorila, mi smo dostikrat smo tudi kaj posneli, rada uživala s temi svojimi pravnuki, kakšne pesnice jim je pela, kakšen fižol, lupal, pa take stvari. No. Skratka, mama je bila ena naša predhodnica pri nas in tako sem jaz v svoji prvi nosečnosti iskala to našo cifro, kdaj se je začel. In smo potem to s profesorjem Bogatajem določili, ker smo v tem letu imeli že verodostojne papirje, ženitnih naprej izročil, se pravi dediščina. Sama Oštarija, poleg Oštarije je bila še kmetija in štacuna, trgovina, je bila pa, se pravi, že mnogo prej. Če je bila to leto, ko se je že dediščina naprej dajala, so bili naši že 1800. Je že moglo nekaj biti. Je že moglo nekaj biti, da se lahko naprej dal. Ampak smo pol ta temelj, te letnice. Fletna se mi je zdela, 57, mene se spomnim, nikoli v življenju nisem kadila, ampak pa vidim letnico, se spomnim na une cigarete, kaj so bile 57, kaj 54, kaj naša. V Jugoslaviji, v Jugoslaviji. To sem bila še majhna, ker sem jih tudi tako čez pult prodajala. Drugače pa tako, kot si rekla, ta fraza, v zibelko položeno gostinstvo,
Pač Je lahko rojen plus si, ali pa minus. Tako. Rojen si v gostinski familiji, s tem odraščaš, to je nek način življenja, ki te spremlja od majhnega naprej. Ne? In tako je bilo tudi v času osnovne šole, kam se odločati naprej. Jaz nisem imela, ne da bom rekla, druge izbire. Ampak šlo nisem imela pomisleka, da ne bi šla drugem kot v gostinsko smer, v srednji šoli. Ne? Sem zaključila srednjo gostinsko šolo v Ljubljani. Ampak pol po srednji šoli, ne, ker se ti tudi malo obzorja že odpre, pa vidiš, koliko je enega, v času srednje šole, ki sem delala, vidiš, koliko je doma res enega dela vloženega, da ti na koncu kaj ostane. In sem rekla, joj, Mojca, daj še nek vir dohodka si zraven dobot, da boš lažje preživljala, pa skozi me tudi ta neka pedagogika veselila. Jaz se spomnim, mislim še danes, mene so vsi norce delajo, koliko stvari doma šparam. Ampak jaz danes lahko prevlečem zvezke iz počitnic, ki smo jih preživljali kot otroci v Savudriji. In to so zvezke, ki sem bila učiteljica, pa sem imela v cele ulice v Savudriji imena, pa smo se šli v cene, kdo je kaj znal in tako naprej. Ne. To so bile počitnice. Ja. Ampak to so bili neki zametki te življenja, pedagogike, kaj bi jaz bila. Tako sem se v srednji šoli, po srednji šoli koncu pisala na pedagoško akademijo, takrat je bila smer biologija gospodinstva. In se spomnim tistega konc poletja, oziroma ko je bilo treba oddati dokončne opise, se pravi, je to opis, narediti, finiš. Sva bez eno sošolko zmenjene greva, on se dobiva v Ljubljani in jaz doma rečem, no, zdaj pa jaz grem, Kam pa? Kam pa, mislim, včasih je bilo to drugače. Si povedal za vsako minuto, kam si kam šel. Ja. Povem in ni bilo nič hudega, ampak moj oče me je sam s parimi besedami vprašal, v redu, kako si pa to zamislila, kdo bo pa doma potem delal. Ja. Ne, kdo bo naprej to vodil, ampak kdo bo doma delal. To je bilo največje vprašanje. Jaz sem takrat že kar dosti doma pomagala, kdo bo doma delal. In normalno očetje imajo neko avtoriteto po svojih otrocih in to ima našata še danes pri meni, kljub temu zdaj 50 plus se mu včasih tudi kaj uprema. Ja. ne more biti to večno, ampak to je malo v smehu. In pol mi je bilo to kar en tak znak, Mojca, tudi ko se usedem pokličem s šolko, sem kaj ti pet kar sama, Damjana, naprej. Aha, sploh nisi šla? Sploh nisem šla. Tako da nisem šla in pol sem doma ostala, ampak potem sem pa delala, eno leto sem hodila na izobraževanje za računovodjo, tako da sem malo bolj tudi padla v te podjetniške vode, da tudi te stvari malo bolj spoznaš. Potem sem delala izobraževanje Food and Beverage Manager in potem se je začela sommelijerska zgodba. Sommelier 1, sommelier 2, sommelier 3. In ostale izobraževanja zraven. No, sej to je bilo tudi eno izmed mojih vprašanj. Šef, sommelier, ponavadi šef ima svojega sommelierja, seveda šef pozna vina, mora poznati. Ti si pa v bistvu sommelier zelo visoke stopnje, ne? Ja, tretja. Smo tretja generacija v Sloveniji, ki smo naredili to trojko. Ker to je ogromno zahteva časa, vloženega truda in tudi ogromno znanja. Ne? Tako. To sommeliersko zgodbo sem začela, takrat je bilo to edino sommeliersko združenje v Sloveniji, ki je v tej smeri izobraževalo in je tudi mednarodno certificirano, ACI, mednarodno priznani. Naši sommelierji slovenski so že super tudi rezultate dobivali na vseh teh mednarodnih priznanjih in enostavno tam sem začela svojo pot na enki, nadaljevala z dvojko in zdaj pred parimi leti, letos je že 5 let, 5 let je že, kar smo zaključili mi trojko. In sem vesela, da sem šla v to zgodbo, kljub temu, da pred parimi leti sem se pol še vključila v SETA 2, ampak to je bilo lani, sem rekla, zdaj pa konc, na svoje leta me pa res ne bo nobeden več za znanja preverjal, ker super ti je pridobivati nove znanja, ampak potem tisto na konc psihično, neko pisanje testov, se mi zdi, da smo že kar malo prestari za te stvari. No. Mislim, itak želiš znanje srkati. Nekomu ga pa potem dokazovati in smo prestari, da si obremenjen, koliko
natančno znaš vse in z izpiti. Tako da jaz sem vesela, ker skozi vsa ta izobraževanja sem pridobila ogromno novih znanstv, ogromno novih prijateljev in se mi zdi, da je to tudi ena taka velika pridobitev v mojem življenju. Ker če ne vidiš samo svoj posel, svojo familijo, svoje delo doma. Tako da to mi je tudi en tak velik žegen, bi rekla. Tudi recimo rada imaš, tudi vedno postrežeš res izbrana in dobra vina. Bi lahko rekla, da ti je to poklicno ali je to hobi, ki se je združil s tvojim poklicom? Bolj to tvoje drugo, hobi, ki se združi z mojim poklicem in mi je to super, da nek gostinc, bodi si starejši, mlajši, kakorkoli že, ki začne neko svojo pot, je fajn, da pozna oba področja. Ja. Dostikrat tudi pri nas pravim kakšnim študentom, ki bi radi delali v strežbi, pridi za parkrat k meni v kuhno, da boš ti lažje spoznal krožnik in potem boš tudi lažje interpretiral krožnik, jed, hrano pred gostom. Tudi vidiš, kako se stvar dela. Lažje si predstavljaš, kakor da nekom poveš, to je to pa to pa to, to je ta pa ta sestavina. Ti moraš to začutiti. Ko to vidiš, tudi lažje začutiš. In isto je potem na drugi strani spajanje hrane z vinom oziroma vina s hrano. Obe strani morata biti en tak dober balans. Moraš pa imeti vsekakor, moraš pa nekaj znati. Ti moraš vedeti, sploh na trojki, ki smo delali someljeja, je bila tema spajanje hrane z vinom. Trojki je bil sploh tudi večji poudarek tega. Tako da takrat smo imeli res srečo, da smo bili ena taka top ekipa in smo tudi pri nas doma imeli delavnice, da smo res uživo poskušali. Kuhali še zraven. Kuhali, ne vem, golaž, brez soli, s soljo, z dodanim maslom, brez masla. Kako se ti potem vino zraven prilagaja, oziroma kakšen ga zraven, isto kaj jed, ali je zamaščena ali je masna in tako naprej. Ja. Kaj, pač ti si oboje, večino časa si seveda v kuhinji, si šef. Kaj, ko sestaviš en meni? Prvo zbereš vino, pa potem hrano, ali hrano, pa potem vino, Ker ponavadi imajo vsi nekoga ob sebi, someljeja, ti pa se sama sabo lahko z dvema stvari pogovarjaš. Včasih je mogoče to lažje, pri sebi vidim, ker ko sestavljam meni, morbit je, rečemo, zdaj sezona je, ne vem, primer, daš sezona šparglov, že veš, bo šlo pa to vino. Po eni strani je lažje imeti, seveda, najprve jed in potem dodajati vino. Imaš pa včasih tudi obratno. Tako smo imeli recimo en dogodek pred kratkim, ko smo imeli enega hišnega vinarja in imel svojo kolekcijo vin, se pravi, imeli smo tudi različne vertikalno spajanje oziroma degustacijo in sem mogla zelo hitro, to je bilo zame kar izziv tistega večera, sem mogla določene jedi sem imela na izbiro, pri meni v kuhinji, tudi sam zase dobro veš, kaj imaš ti na hrambi. In sem mogla, vina njegova, ogromno jih je bilo, sem poznala, tako da sem dosti hitro imputirala te jedi. Res, da je ta stvar trajala kar dolgo večera, in je bilo zelo, zelo zanimivo. To je bil en tak zanimiv izziv. Ali pa smo dali mogoče 2 jedi, recimo na izbiro pri temu vinu, pa smo se med sabo 15 gostov se je odločali, mogoče je ta boljš, boljš. Tako da to je vedno super. Nikoli ni pisano pravilo, so neke osnove, nikoli pa to ni nek takole pa takole mora biti. Vse je odvisno lahko tudi od razpoloženja gostov tistega večera, od dogodka, od letnega časa. Veliko dejavnikov vpliva na spajanje. Pa misliš tudi, da ta recimo predstavitev, ko pride do tebe, ne vem, kaj ti, šef prinese ali njegov natakar, kdorkoli, ki prinese jed, potem predstavi zraven vino, veste, kuhar je naredil to pa to, mi vam bomo postregli zdaj, ne vem, suho, ne vem, takšno. Malo je tudi psihološko. Seveda. Misliš, da je? Seveda, to sem ti že prej namigala. Natakar mora biti, če sprejmaš neko mizje, mora biti na prve natakar, ne glede, ali sprejema vino ali hrano, na prvi mora biti dober psiholog. Ti moraš že, ko je gost vstopi v hišo, se moraš vedeti obrniti. Moraš znati,
z njema, ne? Ker že od tistega prvega trenutka je pomembno, kako se bo nadaljeval, ali bo on vesel, ali bo žalosten, ali boš dal prednost. Ti tudi mogoče ne veš pri skupini, ki prihaja, kdo je bolj pomemben, ampak nekako moraš spoznati, se moraš tudi malo prej pozanimati. Aha, če je slavljanka nek otrok, mladenič, neka birmanka, ki so zdaj, je mogoče lepo, da njej na prvi ponudi sediš, da se njej posvetiš, a ne? In bo to dvignilo celo družbo. Ne? Imaš pa na drugi strani neko 50-60-letnico, ki praznuje rojstni dan, je pa spet drugačen prijem. Tako da takrat mora biti na prvi dober psiholog že v tej fazi. Normalno pa pol pri ponudbi vina, pa sploh, ne, moraš začutiti, ja, v kakšno smer. Ker jaz moram vedno reči, sploh, ko sem se začela s tem spoznavati, ena prvih, koliko časa je zdaj teden restauracije, že koliko let? 20? Težko bom rekla. V glavnem, eden prvih začetkov, bom rekla, sem bila jaz pri tebi. Ne? Takrat se midve tudi še nisva poznale in jaz vem, da sem bila prav navdušena nad tem. Ne? Takrat se je tudi začelo to, ne vem, rečemo temu fine dining, pri vsakem hodu drugo vino, oziroma meni se je takrat začelo, se najbrž je bilo že prej. In je bilo tako, wow, super, sej paše, ne? In res moram reči, je pomembno, no? Ja, mislim, da ravno tisto obdobje, ko ste bile vaša skupina punc pri nas na tem tednu restauracij, smo po mojem imeli mi to ravno zadnjo našo ponudbo kot teden restauracij. Zdaj jo že kar en čas nismo šli v to akcijo, zato ker smo z drugimi stvarmi zasedeni in enostavno ne moreš še suportirati goste v tednu restauracij. Ko je bilo to, se je že kar mnogo prej začel. Ja, je pa to, sama ta akcija, zdaj, ki smo pri tem, je to zelo zanimiva, sploh z mlajšo populacijo, da pride v stik s tem, da začutijo. Ne? Na drugi strani pa tudi kot z finančnega vidika dosti bližje pristop na mladini. Da se spoznajo s tem, ne? In začnejo tudi ceniti hrano. Vi ste bile, mama je bila v kuhinji. Stara mama je bila v kuhinji. Staro mamo si potem nasledila v kuhinji ti? Ja. Okej. Ja. To sem se tudi z Meto Repovžovo pogovarjala, ne, kako je zanimivo na teh, bom rekla, domačih gostilnah, pristnih gostilnah, ne, kjer ste dvignali potem tudi te domače jedi, kako ženska prevzema v glavno vlogo. Ne? Ja. Zakaj misliš? Ja, ne vem, mogoče imamo drugačen pogled na red, malo drugače vzdržujemo to homogenost ali pa simbiozo v kuhinji, moški, ženska, staro, mlado, ampak v naši hiši, ne, zdaj, ki si to vprašala, jaz bi na prvo odgovorila, pri nas kura poje. Ne petlin. Pri nas kura poje. Zaradi tega imajo dostikrat tudi ljudje, pri nas se smijo, zakaj imate vi kuro na predpasnikih, a ne? Kljub temu, da je to kura in te predpasniki, ki nam jih dela naša kolegica Jaga Baba. Saša. To je drugače njena kura, ampak nam je, ko smo to kuro videli, smo rekli, to je pa naša kura, a ne? Ker ko se je naša mama Ivanka, moja stara mama, poročila k nam, Mihovc, iz svoje domačije, kjer so imeli tudi gostilno, v sosednji vasi, Prkovač na Vikrčah, ki se je ona od tam k nam prženila, ne, so vsi mojega starega ata Joža, ki je bil tukaj doma pri nas, Mihovc, so se vsi z nekaj norca delali. Ne. Naš ata Mihovc je bil 15 let starejši od mame Ivanke. In so se vsi z ata Jožka norca delali, pa Joža, menda ja na špustu, da v prvo zdaj kar kura pela, ne. To kar ženska tlele komandirala. Soš pa jaz resno Joža. To so rekli Jožk. Joža. In ata jim je pol odgovoril, veste kaj, fantje, kar poje ne kura. Sam lepo ne poje, pa dolg ne poje. Bravo. In nikoli ni ata bil proti mami, vedno je z mamo držal. Ata je bil pa nas strašen kmet, zagrizen kmet. On je en deci, štuci so bili včasih. On je imel tako šapo, da je tisti štuc tako noter prijel in ga je skril, niti nisi vedel. Res je bil kmet z dušo in srcem.
in nikoli ni posegal v kuhinjsko sfero, imamo jo čist pusto v tej svoji zgodbi in mi smo bili takrat zelo tradicionalisti, ja, ne, se pravi. Pečenke, klobase, pšanci, take stvari so imeli, takrat še mene bilo ni. Ja. Da se razumeva. Tisto, kar je pač doma bilo. Ja. In mama je to furala. Dokler nisi nekako ti začela. Tako, ja. So se pa že vmesa, ker je naš oči, ko se oči poročil z našo mami, to je bilo 71 leta, ne, je pri nas potem moja mami prevzela strežbo in kar se tiče ostalih teh čistilnih stvari zraven, nabave, rezervacij in ponudb. To je pa pri nas mami delala. Oči bil pa nas kapo di bandi vseh teh aktivnosti v hiši, ja. Res naš moto kapo dol. Kar za tisti čas, da je vse 3 segmente obvladal, bodi si tako kmetijo, ki se je iz par hektarov zemlje razširila na zdaj 30 in obvladal tudi svoj ansambl, ki je ga začel kot mulc še, Ja. Nas je bila tradicionalno vsak petek, sobota, prej pa še sobota, pa nedela vedno muska v hiši. Živa, ja, glasba. In potem še furat v šterijo, tako da te 3 segmente je našata res obvladal. Potem smo se mi otroci rodili in mi smo 3, vsak nekako je imel svojo začrtano zgodbo. Jaz sem na gostilni ostala in tle še vedno funkcioniram s tem, da seveda te še zmeraj vleče na zemljo. Mi smo mogli kot otroci vsi na kmetih delati, ker je bilo treba krompir, ne vem, saditi smo sedeli pa not dejali, ker je bilo treba kapirje okopavati, smo ga glih košli. Včasih smo, ne vem, polet smo se krigali, počitnice so mi pa tle Smolenci s pšenice plevamo. Ja. Pa je bila sladkorna pesa, dokler časa niso fabriko zaprli, smo imeli hektare tiste sladkorne pese, seveda to je bilo še drugačen tretma, ker je šlo to za predelavo in je bilo treba tudi veliko ročnega takrat še narediti. No, zdaj so pa to se malo časi obrnili in je se veliko več ukvarjajo samo s poljedelstvom, z žiti, tako da tudi so več mehanskih. No, to zdaj hočem, je več mehanskih, ampak vseeno ti na njivi moraš biti prisoten. Ja. Jaz sem bila, poleg tega, da imaš ogromno ene zelenjave in vsega, in tudi kup enih rožic in zasaditve, tudi tvoj vrt, vaš vrt, je fantastičen. Fascinirana sem bila pred leti svojo moko, žita in svojo moko. Je to zato, ker je to del tradicije, ali tudi tebe pri tej moki navdušuje strast, tudi kruh potem, ko ga postrežeš, ti rečeš, to je na naši njivi predelano, to je naša moka, z mojimi rokami zamesla in postregla, spekla, postregla. Pri nas to naše gostje zelo obratajo, so pa tudi gostje, ki jim te stvari predstaviš pred mizo, to je naše, to je naše, to je naše, to je hišno in včasih dobiš kar tako malo nazaj, to je vse vaše, češ, ne nakladaj, ampak veliko je tega zdaj, vsi smo domači, in mrskešen gost še dostikrat misli, vse domače. Ampak se mi zdi, da se kar selekcija dela skozi čas in tudi hiše same pri sebi skozi krožnike delamo selekcijo pri gostih, da začutijo, kaj je res pristno, avtohtono, hišno, ne samo domače, ampak res da tisto hišno. Jaz sem na vse naše goste, ki so pri nas, zelo ponosna, da se vračajo, da nam zaupajo in da nas imajo radi. Ker vsak gost, ki pride k nam, ve, da pride k nam, nimamo zraven nobene ceste, ki bi lahko z ceste dol zavil, pa pri Mihovc jedel spotoma, moraš priti z namenom k nam v Perenče. Smo zelo blizu Ljubljane, pa smo imeli zanj še eno podjetje iz Ljubljane, malo večja skupinca, smo imeli rezervacijo za kosilo, mi smo bili pripravljeni, ampak se je njihov sestanek v Ljubljani zavlekel, predsednik je imel naprej druge dogodke in ti tik pred zdajci odpovejo, ker bi preveč časa zgubili, da bi prišli do nas in preveč časa nazaj, do nas imaš pol urce v gužvi, pol urce nazaj. In doživiš odpoved. In kaj v takem primeru? To je kar tako, da smo blizu Ljubljane, pa v bistvu rečeš... Kar je lahko plus, delač, je pa tudi lahko minus, Tako, ampak vsak ima čas, se pripravljam peljati 100 in 100 km delač, če hoče dobro jesti. Z avioni se vozijo jesti, Samo zorganizirati se je treba. Res je. Hotela sem te vprašati,
kako uskladiš v bistvu ta, bom rekla, gostilno, kuhinjo z njivo, ne? Povsod si prisotna. Ja. Do takrat, ko smo se mi dve spoznali, sem bila res fizično prisotna povsod, tudi na njivi. Zdaj, zadnji 2 leti, 3 leta, so pa te že naši mladci, moji otroci in moji nečaki, moj brat ima 6 otrok, malo zrasli že, da so že sami se znajdejo, imajo izpite za traktore in tako naprej. Mi pri tej njivi zelo veliko pomagajo. Sploh eden izmed njih je strašen vzgojitelj samih sadik, flanc, se pravi, sam vzgaja. Tvoj nečak, ne? Moj nečak je strašno, je danes, prejšnji dan bil nesrečen, ker so mu polži požrali vse flance, ki je po flancu. Tako da letos je tale vreme nam zelo nagaja. In že lansko let to pač čas tako prenese, ker vidiš, da ti enostavno ne moreš več fizično vse furati, nekako se že vse obrne v ta pravo smer in moraš tudi malo spustiti. Ne rečeš, ok, zdaj boš ti tole, malo se zmenjava. Vedeti pa moraš, da vsako delo mora biti plačano. Ko smo bili majhni, je bilo mogoče mišljenje malo drugačno mojih staršev, ampak danes jaz vidim, da tudi če so otroci, ga moraš ti z nečem nagraditi. In pa tudi tako, se vračajo. Tako. In lanski let recimo solato je tam mali prodajal, hvala Bogu, pri nas papirnato tudi, kar se tiče z vseh koncev papirologije, vidikov davčnih in sledljivosti, imamo to pošlihtano. Dostikrat na obrtni zbornici imamo vprašanja, kako pa je zdaj pa to sledljivost, kako ne zdaj garkelc ali pa solato iz domače njive opredelimo. Pri nas, hvala Bogu, oči ima svojo davčno, mi imamo svojo davčno in te stvari se transparentno prodajajo, eni drugi. In od tega potem tudi otroci nekaj imajo. Zdaj so otroci toliko veliko, tudi tisti, ki nam na Štoriji doma pomagajo, delajo prek študentskega servisa in jaz sem vesela, da ti lahko domačem daš. Bravo. Ja. Ti moraš otroka nagraditi za svoje delo. Ker skozi to bo začutil, da je zaželen, da je njegovo delo spoštovano in da ve, da dela zase. Tako se tudi naučijo vrednot, delovne uspešnosti. Pa ta občutek spoštovanja. Tako. Ja. Tako. Domače, malo drugače. Zdaj smo ugotovili, pač vse večinoma je domače, velik procent imate domačih stvari. Ko si prevzela kuhinjo, oziroma ko si se začela aktivno vpletati in že bom rekla biti ta glavna, če lahko temu rečem, kak je bil ta preskok? Najbrž je babica, stara mama, popolnoma drugačne jedi pripravljala, drugačne krožnike, ki jih ti danes. Vaša je domača gostilna, ampak je to fine dining. Ne, naša mama je imela, tako so prej govorili, so bile take tradicionalne jedi, pšan, pečenke, krompirji in tako naprej. Pol v tistem obdobju, ko sta naš oči pa mami, ko mi otroci nismo bili tako samostojni, so bili kuharji, ki so bili v službi zaposleni. Takrat sem bila jaz še srednja šola in v teh dneh smo se pogovarjali, ko smo nek potovali, je Tomaž naš razlagal enem gostom tam, veš, smo imeli zrezek mojca, Sem rekla, zrezek mojca, ki ga jaz nisem marala. Mislim, kaj pa je to bilo? To je bil tisti čas eksotike, sesekljano meso, pa malo umakce, pa kakšen ananas pečen. Kje je to pomislil? Jaz pozabi mojca, zrezek mojca, mislim. Nekako sem tudi takrat v tistem obdobju začutila, to je bilo tudi obdobje rasti pizzerij in teh bistrojev, sploh pizzerije so bile v blazno velikem porastu. Jaz se spomnim takrat, mi kot tradicionalne oštarije nismo bile na dobrem glasu. Mihovc, to je bilo tako, malo kmečko. Gremo raje na pico. In takrat vem, da je bilo dosti pritiskov pa nas doma, da imamo mi tudi pico naredili, pa bomo mi tudi pice pekli. Jaz sem bila proti temu. Nisem bila za. Sem rekla, če bomo pa mi še pico uvedli, to ne bo dobro. Mislim, kar sem imela jaz željo imeti našo
domače malo drugače, tako so nas to gostje označili kasneje na brainstormingih. Ne bomo šli v pravo smer, če bomo imeli še pico. In hvala Bogu, da moja trma, tako kot kura poje, je obvalala in doska, če danes kar obdrži. In imela si prav. Imela sem prav in nekako sem potem tudi, ko sem končala šolo, ko nisem šla naprej na faks, ko sem se doma zaposlila, takoj, tako da imam že kar dosti let delovne dobe. Že čakam, da darim v penzion. Bo naslednje vprašanje. Samo po času ure, fizično sigurno, mal. Je tako ostal in šli smo v tradicionalne jedi, malo drugače obdelane, tudi krožniki so se poimenovali precej klasično in to ohranjamo tudi danes. Pa tako, kar si prej vprašala, imamo vse domače. Ja, kar se žit tiče, res veliko. Zelenjavo ne moramo pokrivati celo leto domače, sploh ne v zimskem času. Ja, kakšne gomolčnice. Na srečo je dosti lokalnih kmetov, vrtnarjev, pridelovalcev, od katerih tudi to črpamo. In skozi čas zdaj, ko ti naši otroci so začeli počasi prevzemati te njive, sploh ta mali načak, smo okoli hiše obdržali vse te garklce in grede, še bližji strnil, ker imaš tudi lažjo kontrolo. Ne vem, v enih garklcih imaš samo solatence, nek imaš bolj začimbence, tudi okoli hiše ta namakanje pošlihtal. V nekem trenutku tudi takoj rabiš, ne zdaj? Ja, res. Imamo por, recimo zdaj super nam je čez zimo vstal, pač bila je taka zima. Ohrov, te stvari smo zdaj sprot, vse iz gred, ki jih imamo, te velikih takih ogromnih, iz filca na terasi, jedeli in gosti so bili to presenečeni. Letos je res taka zanimivo poletje. Mislim, zanimivo prvo poletje leta je bilo, da nam je že kar dosti postrigla. Ker recimo tudi jaz, ki sem bila prvič pri vas, to je res ful let nazaj, sem prvič jedla topinambur. In meni je bilo tako, kaj je to, ne? Pa sem dobila seveda razlago za strani kuhinje, ne spomnim se točno, kdo je strego razložil. In jaz sem bila na tem čisto navdušena. In ker sem jaz doma rekla, je moj dedi rekel, pa to je ono za svinje. Ne? Pa kak, pa to je tako dobro, ne? Pa se mi pa zdi, da se je v tem začelo kar govoriti. Kje ti ta ideja? Topinambur, jeruzalemska artičoka, to je zelo invazivna rastlina. Tako da si jo ne želi doma v garkelcu imeti. Jaz sem jo naflancala tako v brobu njive. V bistvu na prve smo imeli v brobu naše njive, pa se je ta njiva malo tako zasukala na tistemu velikemu pa cerku njiva. In je bil naš oče strašno nesrečen, tako da smo mogli v topinambur, kar nekaj let smo ga ven iztrebljali in smo ga dali pol res čisto ob rob. On se je ful razrašča. Ti njega kako plešpona jesenka od cveti, ki je to dozorel. Drugače njega uporabljaš vse, od listov, od cvetkov in tako naprej in potem tudi gomolj, ki ga koplješ novembra, decembra, januarja, februarja, odvisen kako je z vremenom. On je zelo invazivan, če ti malo stran pade od tistega, ki ga ven pokoplješ, on se bo naslednjič spet zarastel in bo zrastel. Drugače je pa zelo dober, kar se tiče svoje energijske vrednosti, zelo dober diuretik, nekaterega tudi mi ga imamo srovga doma, fermentiranega, lahko ga v juhe uporabljaš, pečeš na milijon načinov. Ena taka zelo stara, ne? Ja, to je drugače, raste tako samorastno, ki je v vodah in tudi lep cvet ima. Lep cvet ima, ja. Zato se tudi reče gomoljasta sončnica, ker je cvet tak lep rumen in tako kot sončnica. Tudi pol se to uporablja za dekoracijo, za šopke. Pri nas res tudi zdaj, spomladi, ki je veliko rož, trav, vse te stvari ponucam. In vedno, to moram reči, kadarkoli pridem vam, vedno je šopek nek ta domač. Ja. Ali so trave, ali so kamilce mislim, fascinantno in ful lepo, ne? In to po mojem da tudi gost je nad tem navdušen. Ja, zelo. Tudi, ko so razne skupine, dogodke, ki delamo, normalno, najprve vidimo, ne? Sploh ženske rade vidimo rože. Ja. Se lahko je kombinacija kupljenega, lahko je kombinacija tega domačega, rezanega. Ampak lepo je, če je. Ja. Ja. Tudi vedno, more biti.
Ja, tudi dekoracije, recimo buče, ne? Vi, ko buče poberete z njime, so buče tam spredaj pred vhodom. In to nam je hladilnik. Za buče. Ja, no, to nam je hladilnik. Bravo. Lih to, ki ne pušča, tako imamo srečo. In lepa dekoracija. Sproti jemljamo, ja. Pa kdaj kako gosti, kako odnese? Ja, seveda, mislim, se mu tudi podariš, vse je, zakaj pa ne. Ja, ja. Tako da. Če bi lahko se zdaj recimo odločala, kaj bi raje, bila v kuhinji ali bila na njivi? Ali kombinacija vsega, no? Siguren kombinacija vsega, če pa prvo danes, zdaj današnji dan me vprašaš, dobro, pozabva dežka gre, Ja, bi bila pa siguren raj na njivi. ja. To mi je relaks. Možgani od... Sam kaj, ko potem, ko priješ domov, ko postopaš prah hiše, vse za tabo prije. Nič ni narejenega, kar moraš narediti. Se tudi ti, recimo, kljub temu, da ste velika družina, oziroma ta od brata, od sestre, nečakov, se srečuješ s pomanjkanjem kadra? Vse, seveda. Normalno. Se mi zdi, kako se vse branže, se tudi mi. S tem, da decembra nam je šla ena sodelavka v penzion po dolgih letih, v bistvu je podaljšala. Celo življenjsko pot je bila pri nas. Ne, ni podaljšala, ker normalno, toliko let delati v gostinstvu. Imaš dost. Imaš dost. Ne bom rekla, da si izčrpan, ker pri nas moram reči, da smo dost frej. Veliko frej. Dejansko ti tudi na konc meseca, ko obračun plač delaš, vidiš, ne? Ja. Koliko je nadur. In če jih ni neka gmota veliko, potem veš, da smo imeli pravilno skorigiran delovni čas, ne, kar se delavcev tiče. In tudi same dopuste, kolektivne, letne, zimske, tega je pri nas kar lahko potrkam dosta. Ne. V času mojega odraščanja, moje mladosti, moji starši niso imeli toliko frajane. Petek in svetek se je delalo, ne? Se je delalo, ja. S tem, da vsem kapo dol in hvaležna očetu in mami, da vsem smo imeli pa polet, v času poletnih počitnic vedno 3 tedne dopusta, kolektivca. To je oči vedno, pa mami sta gledala, 3 vikendi so mogli biti frej. Bravo. Tako da delavci so bili siguren 3 tedne plus doma. Ampak mi na kmetih smo imeli takrat žetu. Jaz se spomnim, se to nam je bil en praznik. Ja. Mi smo vedeli, da ko po žetu fertik bomo šli pa na morje. Takrat bomo pa šli na morje. In to je bil en tak praznik, mislim, žetu. Danes pride traktor, pride kombajn, sušilnica, to vse, mehanizacija, vse naredijo. Včasih smo pa to pšenico z lamparji v žakle, s škripcem na podstrešek, se je na podstrešju vse sušila, ne? Da se je pač pšenica posušila, ker tista, ki je ostala doma, je šla gor. No, zdaj pa to vse v sušilnico, je vse po tekočem traku, in v dnevu, 2 dneh je to vse požet. In včasih je bil to praznik, mi smo vedeli, da ko konč žetve mama imela bobe narejene, in tudi take žev je vedno rekel, pa mi hoc na konč žetve bojo bobe. In to isti take žev, zdaj že pokojni, seveda pa so se te stvari začele spreminjati, mehanizirati, ne. Smo se tudi mi počas odvadili teh bobov, nismo več gor vozili, ampak vse je rekel, doskrat Janez rekel, no mojca, ampak tudi če smo mi danes v enem dnevu ali po 2 dneh naredili, bob pa bo, če bobo pa potica. To tradicijo ohranjamo. Bravo. Ja. In tudi se mi zdi to, vzeti si dopust na kmetiji oziroma v gostilni je danes, ne da je nekaj normalnega, ampak je tudi nujno potrebno. Gost to razume ali naletite kdaj na kak... Ker jaz bi pa glih danes šla vam jesti, mojca, jaz bi pri tebi. Včasih je res, kakšnega, ko dobiš na telefon, ne, rečeš, smo zaprti, ali pa ne vem, 8. februar, pride na torek, ponedeljek, torek smo mi zaprti, rečeš, smo zaprti, ja, kako ste zaprti? Ja, pač, ponedeljek, torek smo zaprti, ne samo za državni praznik, smo zaprti, Velika noč, vse te družinske praznike skozi zadnja leta, skozi 10-15 let, smo nekako začeli tudi mi, tako kot vsi ostali državljani, smo se probali tudi mi približati
temu. Seveda, če imaš naročilo tok naprej, če veš, da je rezervacija, polna hiša, normalno, da boš delal, se ne boš odrekel kruhu, se bi bilo skregan z vso pametjo, logiko. Ampak, da boš pa ti do zadnjega dne čakal, ali se bo napolnilo, ali se nav napolnilo, ali bojo gosti doma, sploh zdaj za prvomajske, se je v zadnjih letih zelo spremenila. Ni več nobenega? Ni nikjer nobenega več, se to vsi vidimo. Normalno, tudi mi, prvomajske, lanske smo imeli prvič v zgodovini Mihovca, smo imeli zaprte, tistih 4-5 dni. In tako smo tudi letos naredili in smo videli, da se nismo nič narobe odločili. Mogoče bo pa drug let drugač. Mogoče bo drug let, ne vem, rojsten dan, pa boš prišla. Tako. Tako da se prilagajamo, načeloma pa ostajamo te družinske praznike zaprti. Tako da smo vsaj mi z otroci, takrat, ali da jim malo več časa posvetiš, ali da se kam odpravimo in tako naprej. Super. Moram reči, dobro, Ela še ni toliko zelo odrasla, ne? Martin je pa že kar... Ela je stara 15 let, mladostnica, velika to, kot ti. Najstnica, velika to, kot ti. Velika punca. V fazi odraščanja, se že gre v prvi letnik. Tako da pustimo se presenetiti pri teh mladostnikih. Martin je pa 8 let starejši od Ele. On je zaključil srednjo šolo, ki jo je delal v Avstriji, v Bad Gleichenbergu, in po tistem se je zaposlil v Švici, redno zaposlen. V gostinski branži, pri enemu znanemu kuharju. V bistvu je Andreas Kaminada, Firštenau, konec Švice. Zelo zadovoljen, priden. Zaenkrat ostaja čez mejo. Zaenkrat ostaja tam, rad pa pride tudi domov. Jaz se spomnim 5 let, mislim, da ne, 3 leta nazaj, ko smo praznovali pri tebi punce, nas je en del stregla tudi Ela. Se pravi, Ela je imela takrat kot 12 let. 15 minus 3, 12. In tako. In vem, da so punce rekla, joj, koliko je ta lušna, kdo nas pa to streže, to je od mojcih hčerka, ona ne vem, če ima 13-14 let, ne, hecaš se, ne. 7. razred je. Ja, ampak ona je bila prav suveren nastop, prijazen nastop. Takrat bi rekel, da ima 17-18 let. Se je to isto, ko jo vidiš, rečeš, se ni 15-letnica, to je 19 let, 18. Ela je blazen hmal začela samostojno, jaz dostakrat se pogovarjamo, nikoli nje ni bilo treba, Ela, tam 6-7 razred, Ela, danes boš pa mogla pomagati, danes boš mogla. Ona je vedno ob soboto ali pa v nedeljo dopoldne zjutraj, ko smo imeli zajtrk, mami, kje bom jaz danes? A bom v kuhinji ali bom v strežbi? To so bila vprašanja, tako, ko ti da en tak vesel zagon. Da nekaj delaš prav, ne? Da nekaj delaš prav. In ona je bila samostojna v 7. razredu na solatah, je delala solate kot ona, ki je bila 20 let v hiši. Ona je listke pač naročila, sprejela, vzela in BP. Super. Kaj kaže interes? Mislim, kaj pravi, no? Mislim, najbrž zdaj nič ne pravi, ker zdaj v tem trenutku mama, hčerka, A mi to na čelu piše? Ne, ker sama veš, da si bila hčerka, jaz sem bila hčerka, jaz imam hčerko, ne? V nekem trenutku pač mama ni najbolj priljubljena, potem pa mama spet postane najboljša prijateljica, ne? Si želim in upam na to. Drugač pa Ela je trenutno opisana na Prešernovo, na ekonomsko. Pustimo, ne? Pustimo. Super. Mojca, si veš, 3 ure bi lahko, 4, mislim, sej bova nadaljevala, ne? Jaz imam za tebe 5 luštnih, kratkih vprašanj. Taka so malo igriva, malo za šalo, malo za res. Ne vem, če znala odgovoriti. Boš. Dejva, 5 luštnih. Zelenjava ali sadje? Zelenjava. Lokalno ali eksotično? Lokalno. V prostem času, čeprav tukaj mogoče ni na mestu za tebe vprašanje, ker oboje delaš, ampak vseeno te bom vprašala. Fine dining ali street food? To je pa zanimivo vprašanje. Bom odgovorila, odvisno od lokacije, letnega časa, družbe, ne raž bi poboje.
Super. Ja. Tudi oboje delaš, ne? Nisva se odprte kuhne dotaknile, pa street fooda, ne? Ja, To je tudi ena tema. Tako je, prej, ki si omenila fine dining. Mi nismo hiša za nek fine dining, tako da bi dnevno imel fine dining. Te krožnike, domače malo drugače, delamo ob različnih dogodkih, ko imamo sestavljene večhodne menije. Okay. Ja. Tako. In v bistvu tudi dnevno, ko ti prideš na nek 3-4 hodni ali pa tudi na 2 krožnika, vsem krožnikov, je vsem ta krožnik malo drugače interpretiran. Ali odrežeš nek kos telečjega vratu iz rora, pa ga sandaš gor, pa poliješ z omako, ali pa še dodaš neki žmohtenga, iz garkelca, kakšno oljčak in tako naprej zraven. Lahko je tudi klasična stvar, ki lahko malo drugače postrežeš. Domače malo drugače. Tako, ja. Če ne bi bila šef, bi bila? Profesorca. Sej si, ne? Tudi za vse nas, ki te spremljamo. Mogoče nisi poklicno, ampak imaš vpliv, no? Sem toliko, da veš, si, ker profesor ali učitelj. Učitelj, tako je. Tako. Če ti rečem češnjev ali klasičen paradižnik? Češnjev strumen, volovsko. Češnjo, super. Mojca, najlepše se ti zahvaljujem. Upam, da še kdaj tem mava, jaz mislim, da kar ogromno, ampak za danes pa hvala ti. Hvala tebi in vsem vam za povabilo.